Vidite najprej en prav lep, prijeten poletni pozdrav iz Velenja. In sicer se nahajamo zelo blizu najbolj urejenega naravnega kopališča v Sloveniji, ki v soboto odpira čudovit park z razgledom, takim na jezero. Tako da vsi tisti, ko imate malo dost zuma, pa ste že na rdeči črtici okoli talih dogodkov, ste prijazno vabljeni, da skupaj z Perpetuum Jazzile in nami odprete tole čudovito zadevo v Velenju. Zdaj pa zares, Erik, greva, ne? Najprej mogoče za začetek poveva, kaj vzorčno mesto je ali Pattern City. To je tak raziskovalno-razvojni oddelek Ljudske univerze Velenje, kjer te dni spreminjamo po 62 letih ime, in sicer v Univerzo za družbo, University for Society. Ravno zaradi vsega tega, kar se danes pogovarjamo, zaradi vsega tega, kar se dogaja, je to vzorčno mesto nekakšen ekosistem za izobraževanje, za eksperimentiranje, za prototipiranje, za inovacije, predvsem v izobraževanju in pa seveda tudi v gospodarstvu. Zdaj, da ne bom tako zakomplicirano govorila, je mogoče prav, da povem, ko so mediji povedali, kaj je vzorčno mesto. Rekli so, da je to najbolj sodobna učilnica v Evropi. In res je, odprli smo jo v bistvu 3 leta nazaj, tu je eden od očetov vzorčnega mesta, z mano kolega Erik, ki vam bo danes kaj več povedal o tej temi. Izvoli, Erik. Hvala, Brigita. Mogoče čisto na kratko zgodbo. Miha Cojhter in jaz sva se pred 4 leti spoznala in v 2 mesecih v bistvu sestavila nek koncept nekega odprtega prostora, ki bi bil namenjen temu, da lahko raziskujemo in v bistvu ustvarjamo pa razvijamo nove metode izobraževanja in usposabljanja. Čas digitalizacije takrat že kar dost hitro potekal, niso pa še vsi res zaznali te pomembnosti, da je to dolgotrajen proces in da bo potrebno se res vključiti na vseh možnih nivojih. Naša želja je bila ustvariti prostor, ki bo odprt in bo namenjen vsem deležnikom v lokalni skupnosti, kajti mi smo hoteli ne samo izboljševati stanje na področju izobraževanja, pa usposabljanja, pa vseživljenjskega učenja, ampak tudi pomagati vsem ostalim deležnikom, predvsem gospodarstvu. Zdaj, na kak način smo mi to skupaj naredili mislim, da manj kot v 1 letu, smo midva uspela prepričati le občino, da je zaznala, da je pomen tega res velik in investirala v ta prostor. V 3 dneh smo razprodali šolsko leto in začeli v bistvu ponujati dneve dejavnosti najprej. Zdaj, tule še vidite en quintuple helix, na podlagi katerega mi vključujemo vse deležnike v lokalni skupnosti, zato da povzročamo pravilni pretok znanja. To se nam zdi predvsem pomembno, zato da lahko pride do sodelovanja. Danes vsi govorimo o sodelovanju, ne več o povezovanju. In na kak način pa lahko to dosežemo, je pa seveda digitalna pismenost. Tule sem vam namenoma napisal, da to je več kot samo poznavanje računalništva in tale miselni vzorec vam jasno da zavedati, da v digitalni pismenosti je še marsikaj več, kot je sodelovanje, kreativnost, poznavanje funkcionalnih veščin. Digitalna varnost je danes zelo, zelo pomembna. Učinkovita komunikacija je pa tista, ki peša bolj kot ne pri vseh starostnih skupinah. Zdaj, ta video, ki ga gledate v ozadju, smo ustvarili tik pred ustanovitvijo vzorčnega mesta, kjer smo hoteli pokazati, kako pa naj bi sploh to izgledalo. V nadaljevanju boste pa videli, da smo dejansko to že v naslednjih 2 letih res uresničili. Naš način dela je takšen, da ustvarjamo ambiente, v katerih se lahko ali dijaki ali učenci, seveda pa v popoldanskem času tudi odrasli, ogromno družin prihaja, mednarodnih skupin, poglobijo v neke abstraktne teme, v teme, ki so težko razumljive ali pa jih je težje razložiti v nekem klasičnem šolskem okolju. Teh tematik je bilo do zdaj že kar 5. Prva tematika je bila roboelektrika.
kjer smo spoznavali, kako elektrika sploh nastane in kako potem ti uporabniki, v končni fazi potem roboti, ali doma roboti, ki so namenjeni nekim domačim opravilom, ali pa celo roboti v industriji uporabljajo to elektriko. Velik pomen dajemo interdisciplinarnosti, po slovensko medpredmetnem povezovanju, kjer z pripovedovanjem zgodb in na nek igriv način dajemo neke poligone, v katerih uporabniki rešujejo probleme in pa predvsem sodelovanjem. Tekmovanje smo zelo umaknili iz dnevnega sporeda. Zdaj pa, če gremo še malo naprej. Evo, tlele si lahko vidite, nadaljevali smo potem, kar se tiče postavitev za 10.000 milj, smo šli čisto v drugo smer, smo predstavili planet Zemlja iz aspekta živali, rastlin in ljudi. Sledile so vojne sveta, to je bila zelo delikatna tema, smo se z Mihom kar dosti časa spraševali o tem, ali bi se sploh tega lotila, potem smo pa našla rešitev, da bova govorila predvsem o razlogih za nastanek vojne in pa o posledicah, kaj je po vojni, kaj se dogaja z ljudmi. In predvsem iz tega empatičnega aspekta. Nadaljevali smo s pozabljenim svetom, kjer je bil res izziv. Pozabljeni svet je bil namenjen genetiki in pa arheologiji. Pri arheologiji smo postavili kar en tabor, ki je v bistvu ponujal lokalno zgodbo izkopavanja mamuta, medtem ko genetika je bil pa poseben izziv, saj smo že prvošolčke učili, kako deluje najnovejša metoda editiranja genskega zapisa. In je bilo zelo uspešno, moram reči. So izvlečke DNK delali iz jagode, klonirali miške in pa seveda dizajnirali svoje otroke. Zdaj trenutna postavitev je pa under construction, ki je pa namenjena predvsem praktičnim veščinam in pa deficitarnim poklicom. Zgradili smo maketo stanovanja, ki ga uporabniki potem obnavljajo, hkrati pa se lotevajo vseh opravil, ki jih drugače recimo kot otroci doma sploh ne smejo početi, saj zvežejo pravo elektriko in prižgejo luč s stikalom, ki ga sami v bistvu zvežejo in namontirajo. Polagajo toplovod, namontirajo pipo, ploščice, skratka navdušeni so nad tem, da lahko te stvari sami počnejo. Naučijo se rokovati z orodjem, varstva pri delu in pa prve pomoči. Mogoče je prav, da povemo, da je vse te postavitve obiskalo preko 30.000 tako otrok, kot seveda tudi odraslih. Te dni smo zgradili tudi sobo pobega, ki je nekakšna nova metoda preverjanja znanja, tega, kar osvojijo v bistvu tekom teh postavitev. Razstave so bile čudovite in si seveda želimo, da bi se prenesle še kam drugam po Sloveniji, saj nekakšen tak krovni cilj je, da bi vsaka regija imela svoje zvrčno mesto in da bi te razstave potovale. No, ampak nismo se ostali pri postavitvah, potem se je šele začelo. Tako da, Erik, izvoli. Ja, na prejšnjem slajdu ste videli, da se ukvarjamo tudi s projekti. To je predvsem zaradi tega, ker sva oba z Mihom predtem delala ali umetniške inštalacije ali pa čisto konkretne projekte za končne uporabnike v gospodarstvu. Na ekranu trenutno vidite prvo resno augmented reality, to se pravi oplemenitena resničnost aplikacijo, ki smo naredili za potrebe gospodarske zbornice in s tem v bistvu mogoče bomo tako rekel, vzorčne mesta je en velik del namenjen tudi res novim tehnologijam. Imamo ulico virtualne resničnosti, v kateri je več kot 30.000 odraslih in otrok že sprobalo prvič interakcijo v virtualni resničnosti, so se potopili v virtualni svet in izkusili, kako uporabljati to orodje.
Hkrati uporabljamo orodje nekih pametnih prostorov, to se pravi video mappinga. Na sliki vidite prejšnji vikend odprto razstavo Vrtnica v Arboretumu, si jo lahko gledate, intermedijska postavitev, ki smo jo naredili skupaj z Kibla Labom iz Maribora. To je res nekaj posebnega, pripovedujemo zgodbo 4 vrtnic, od katerih sta 2 avtentične slovenske, Prešern in Trubar. In je posebno veččutno doživetje, to se pravi tudi vonov tip in vse te zgodbe vrtnice. Potem, kar bi še rad omenil, je, da se zelo veliko ukvarjamo z digitalizacijo kulturne dediščine. Prvi tak projekt je bil narejen z večjimi ministrstvi in pa z Nordung centrom v Vitanjah, kjer smo postavili 360-stopinjsko sobo, ki je interaktivna in vsebuje celoten kurikulum v zvezi z vesoljem cele osnovne šole in srednje šole in ga lahko na interaktivni način skozi igro, skozi vodeno ali čist individualno izkušnjo spoznajo celotne skupine. To se pravi, zopet prideš ti v prostor in si v virtualni resničnosti brez neke čelade, če tako čisto po domače rečem. Na sliki pa vidite tudi zelo zanimiv projekt, ki se mu reče Job Avatar. To šlo mogoče malo prehitro, vam dal malo nazaj. Tu smo ustvarili v virtualni resničnosti 4 simulacije poklicev, in sicer 2 poklica prihodnosti in pa 2 poklica, ki se smatrata kot deficitarna, to se pravi tapetnik in negovalka. Ravno kar pa lahko vidite tudi eno sicer pilotno, ampak potem zelo uspešno aplikacijo vrtičkanje, VR tičkanje, in to je v bistvu virtualno izkušnjo, kako eno leto urejati svoj vrt. Ta projekt je bil predvsem namenjen medgeneracijskemu povezovanju, to se pravi, ista aplikacija je bila namenjena in otrokom in odraslim oziroma celo varovancem v domovih za ostarele. Odziv je bil fantastičen, moram reči res, da smo včasih komaj ušli iz kakšne te ustanove, zato ker so hoteli res svoj vrt obdelovati v neskončnost. Tako da, ja, druga neka, kako bi rekel, drug steber, Miha rad reče, je gospodarstvo. Mi ogromno sodelujemo z gospodarstvom na zelo konkretnih projektih. Bi pa najprej omenil, da delamo z gospodarsko zbornico ogromno na razvoju novih kompetenc. Smo člani tudi 2 SRIP-ov, SRIP ACS in pa MatPro. Z avtomobilskim grozdom smo v bistvu sodelovali pri razvoju njihovega XR laboratorija, SRIP MatPro pa predvsem usmerjamo v kompetence. BSH Skaza in pa Gorenje so lokalna podjetja, s katerimi sodelujemo že od samega začetka na konkretnih projektih ali pa čisto strateško. V desnem spodnjem kotu pa lahko vidite 2 naši najnovejši pridobitvi, in sicer EON Reality je platforma, ki je online. Recimo danes bi lahko imeli ta sestanek v virtualni resničnosti, ne na Zoomu, ampak v EON platformi, kar pomeni, da bi vsak od nas lahko bil v isti sobi in se prav tako pogovarjal in predstavljal zadeve čist preko digitalnih dvojčkov ali ne vem, nekih VR zadev. Še pa zadnja. Mogoče še vse tu povemo, da je to največji portal izobraževalnih vsebin na svetu. Ustanovili oziroma pripravili so ga Američani, mi smo v bistvu tudi ta ključni člen za vse tiste, ki bi želeli vstopati, pridobiti licence, se naučiti novih metod. Erik je prava oseba, pravi naslov za vse tiste, ki jih prihodnost v resnici zanima. Ja, mogoče tudi še jaz kaj dodam. EON platformo smo v bistvu pridobili na podlagi mednarodnega razpisa, kjer smo konkurirali v bistvu s celotnim svetom in pridobili 20-milijonsko investicijo od tega ameriškega podjetja in zdaj vzpostavljamo ta center v Velenju.
In bomo v kratkem vas tudi obvestili, kako boste lahko prišli do nekih najprej demonstracij in potem zelo kratkih tečajev, da vas naučimo uporabljati to tehnologijo. In še zadnja stvar je pa, Vzorčno mesto ima 2 leti že licenco za organiziranje državnega prvenstva v robotiki, ki velja za kvalifikacijo na svetovno olimpijado v robotiki. Letošnjo državno prvenstvo smo se kar odločili izvedli v živo, ne online, in sicer v Velenju v začetku oktobra, točen datum vam pa še sporočimo. Tako da midva samo rečemo, da svet digitalizacije je v resnici namenjen človeku, ne digitalizaciji, Ja. in da je to svet prihodnosti, hočemo ali nočemo. Ravno kar sva se prej pogovarjala, da kako bi najin dan izgledal, če bi jaz mogla das na roke prati, on pa kaj drugega delati, pa nam je ta tehnologija omogočila, da se lahko danes tu pogovarjamo, pa da neki stroji tam perejo. Tako da vsem želim lep dan, pa kot sva rekla v soboto, Perpetuum Jazzile na jezeru. Na jezeru na Velenjski plaži.